Gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia televizije Exodus, ki je danes nekoliko koronsko urejen, ker nas je kar veliko. Zato je posebna priložnost. Pravkar smo si namreč ogledali zanimiv in poučen dokumentarni film o ptujskih mitrejih, o bogoslužnih prostorih, namenjenih kultu zelo priljubljenega božanstva Mitre. Zdelo se mi je prav, da dokumentarec pospremimo s pogovorom z imenitnimi gosti, ki nam bodo vsak svojega vidika osvetlili mitro, mitreizem, odnos tega kulta do krščanstva, pomen tega kulta za Ptuj oziroma antično Petovijono in še marsikaj. Z nami so pravzaprav sami naši stari znanci, in sicer vodilni ustvarjalec filma, naš dragi sodelavec in tudi že stari znanec naših pogovornih oddaj, gospod Miran Harp. Lepo pozdravljen, Miran. Potem eden vodilnih slovenskih arheologov, moj najljubši arheolog in tudi zaslužni za odkritje, tako da rečemo, zadnjega med ptujskimi mitreji, doslej odkritega seveda, to je gospod Ivan Tušek s partizanskim imenom Pajo, in pa seveda še en lokalec, lahko rečem domačin širšega ptujskega območja, vsaj pater Branko Cesnik, lepo pozdravljen, avtor romana Sonce Petovijone, v katerem je seveda zelo odmeval in v katerem se je dotaknil tudi mitraizma v Petovijoni ob koncu 2. stoletja po Kristusu. Zaenkrat, verjetno pa bo kaj o mitraizmu tudi v nastajajočem romanu. Pa bi, če dovoliš, Miran, najprej tebe vprašal, od nastanka dokumentarca je že kar nekaj časa. Mitraizem je bil seveda kult, ki je bil razširjen po večini nekdanjega Rimskega cesarstva, zato je snemanje zahtevalo tudi kar nekaj potovanj in raziskovanj na različnih koncih Slovenije in tudi Evrope. Kako je pravzaprav potekalo snemanje? Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Dejansko smo za ta film se odločila s prijateljem Pajatom na podlagi tega, da imamo na Ptuju res znamenitost zgodovinsko, to so tele mitreji. Namreč imamo jih 5, kar je res veliko število, glede na to, kar je pri nas v Sloveniji. Sama zgodba se mi je pač utrnila tako med pogovorom, med debato o teh mitrejih. Sem rekel, zakaj pa ne bi tega enkrat tudi dokumentarec probali narediti. Pajo je bil takoj za to. Smo se šla dogovoriti z hajdinskim županom, ker moram malo te popraviti. Namreč posnela smo samo film o prvem in drugem mitreju na Hajdini. To pa z razloga, ker takratna občinska oblast na Ptuju ni ravno bila pripravljena prisluhniti tej ideji. Smo rekli, dobro, bomo pa probala pri hajdinskem županu, ta je bil seveda takoj za to, s tem pa pogojem, da res samo hajdinske predstavimo. No, potem smo se malo dogovorili, ponudil nam je celo pomoč, nekaj je imel on svojih že teh rimskih oblek doma, ker sem bil vesel, da še res prispeva lokalna skupnost, nekaj zraven tudi nastopali so domači igralci pod narekovaji, se pravi iz lokalnega društva. In smo se enega lepega dneva smo se zmenili, pravzaprav je že bilo kar pozno popoldan, tam pri prvem mitreju, tisti, ki poznajo, vejo, da je to na spodnji Hajdini. In smo malo prej en kratki informativni pogovor imeli, kako in kaj. Potem smo jih midva to oblekla in vse tako, kako mora biti, pripravila.
Smo potem v enem večeru posneli praktično cel igrani del filma. Seveda smo midva še kasneje, potem nekaj dni kasneje šla to posebej še obdelati same ekipe in cel mitrej, da je gospod Pajo to tudi strokovno razložil, kaj bi naj kaj pomenilo. In tako je bilo en film, pač edini film do zdaj, koliko jaz poznam v Sloveniji, ki je se te tematike dotaknil. No, seveda jaz sem govoril bolj o antični Petovioni, kamor je pa seveda tudi Hajdina bila del njenega tako imenovanega agra in v tem smislu to spada v okvir Petovione, pa res da je druga občina, tako smo seveda. Sedaj, ampak včasih je to bilo del in to močen del Petovione. Petovione, ker so seveda vse te rimske kolonije in municipi zajemali tudi podeželje, niso bili meni samo na središče mesta, ampak dobro. No, seveda Petoviona, Ptuj, Hajdina so med raziskovalci mitraizma in med morebitnimi navdušenci nad mitro še danes pojem tudi v evropskem merilu, kajti kot je že Miran omenil, je območje nekdanje Petovione doslej nas razveselilo z najdbami kar 5 mitrejev. Gospod Tušek, kako je potekalo odkrivanje teh mitrejev in mogoče še posebej, kako je potekalo odkrivanje mitreja, ki ste ga izkopali vi? Ja, bom dejal, da pač začelo se vse skupaj z prvim mitrejem in to takrat, ko je doktor William Gurlitt izkopaval na spodnji Hajdini in to na območju tega svetičnega prostora, se pravi tam, kjer sta bila ta 2 mitreja in pa seveda, kjer je bila tudi stacionirana ta rimska carina za cel panonski svet. Seveda so bile tudi druge stavbe in ob tem njegovem izkopavanju je 1898. leta naletel tudi na ostanke mitreja. To je ta prvi mitrej, ki je najstarejši, pri nas je sicer majčken, malo manjši, ampak je najstarejši, se pravi, da sodi tam nekje v sredino ali pa drugo polovico 2. stoletja. In potem, ko so dobili te spomenike, so ugotovili, da je eden najlepših, kar jih do zdaj poznamo na tem našem prostoru, saj prikazujejo spomeniki, mislim, predvsem 2 spomenika. To sta transitus, se pravi, kjer Mitra vleče bika za zadnje noge v votlino, kjer ga je potem daroval za novo življenje na zemlji, in pa seveda njegovo rojstvo iz skale, kjer sicer brez glave stoji v tem mitreju in v rokah, kjer danes sicer nič ni, ker je zaradi tega, ker je to polomljeno, drži svoje insignije, se pravi bodalo v eni roki, v drugi roki pa lok in puščica. No in če samo to, bo rekel, bodalo je uporabil za to, da je bika zaklal in z njegove krvi in mesa je nastalo novo življenje na zemlji. Medtem, ko je lok in puščico imel pripravljeno predvsem zaradi tega, ker ostal je še nekaj časa med ljudmi in če je slučajno vode zmanjkalo, je ustrelil v skalo in izpod puščice je pritekla voda. In to je potem v 3. mitreju tudi upodobljeno na enem izmed teh spomenikov, predvsem na spomeniku Flavija Apra, kjer ob strani vidimo, kako je ustrelilo v skalo in od spodaj ljudje pa lovijo vodo, ki priteče iz skale. No, potem so seveda že takrat so pripravili za različne denarje, takrat so bili seveda goldinarji, tudi stavbo, zaščitno stavbo, kjer bi ta mitrej potem tudi prezentirali. Ampak v bližini, se pravi nekje 20 metrov južno od tega mitreja, so našli potem pa drugi mitrej. Drugi mitrej je bil postavljen malo kasneje, ko je pač mitraizem tudi dobil več vernikov in je bilo pač prvi mitrej postal premajčken.
in so seveda ga potem postavili zraven še drugega. Potem je pa postala, bom rekel, ta mitromanija nekako na Ptuju. In seveda so potem pa ob izkopavanjih, ki jih je pa vodil Abramič, se pravi Mihail Abramič, ki je bil tudi takrat imel velike veze z Ptujskim zgodovinskim društvom in pa v muzeju, in skupaj z notarjem Skrabarjem sta potem odkopala pa tretji mitrej na Zgornjem bregu. In ob tem tretjem mitreju 1913. leta sta ugotovila, da je eden največjih mitrejev zaradi tega, ker se je povečalo tudi prebivalstvo na Ptuju in pa tudi vernikov v Mitreizem je bilo vedno več. Zato je tudi ta mitrej, bom rekel, nekaj precej večji od ostalih dveh mitrejev. Noter so seveda zopet spomeniki, med njimi je najpomembnejši, ker to je bilo nekako v času cesarja Galijena, se pravi 260 do 268, in so potem tudi spomeniki, ki so noter, se pravi posvetila Mitru, dali tisti, ki so takrat na Ptuju živeli. In takrat je bila na Ptuju ena manjše enote, legije 5. Makedonike in 13. Gemine, kajti vojaki so bili večinoma verniki Mitra. In takrat je v času Galijena je potem pa poveljeval tem enotam na Ptuju pa Flavij Aper, ki se je zdravil za svojo boleznjo, bom rekel, rimska vojska, vemo, da marsikoga je napadla kakršnakoli bolezen, če drugo ne vsaj hrbtenica in podobne zadeve. In on se je zdravil v Akvah, to so Varaždinske Toplice, in tam ima tudi on potem postavljen, je tudi postavil spomenik in se zahvalil za ozdravljenje in podobne zadeve. No, zdaj, tam je prikazan potem tudi rojstvo Mitre Skale, nad njim je Jupiter in pa Viktorija, se pravi boginja zmage. Pomagata mu iz rojstva, bom rekel, iz Skale, mu pomagata Kautes in Kautopates, njegova spremljevalca. Eden s plamenico navzgor pomeni rojstvo, bom rekel, sončni vzhod, karkoli, drugi s plamenico navzdol Kautopates, ki pomeni smrt, bom rekel, sončni zahod in podobne zadeve. Potem je pa, da nadaljujem, kar 1957. leta je bil najden del 4. mitreja, to je blizu današnjega dominikanskega samostana, kjer so izkopavali za kanalizacijo in so najdli ogromno ploščo boga sonca, se pravi Sola. In potem kolegica, arheologinja Šubičeva, je potem pa še na panorami našla nekaj teh odlomkov Mitrovih spomenikov in tako domnevamo, da mogoče še je kakšen mitrej, recimo na območju panorame. In potem pa, seveda, to je bil 4. mitrej, 1987. leta pa so delali na Ptuju to kanaleto v zvezi z povezavo iz kotlovnice tu na Vrabeči vasi pa do Ptujske bolnice. In takrat so pa pri današnjem dijaškem domu odkrili dele 5. mitreja. Takrat sem potem jaz tisto izkopaval in dobili smo take bolj rahle temelje tega mitreja, ampak vse ostale ostaline, stebro in podobne zadeve so pa zelo velike, močne, tako da bom rekel, na tiste krhke temelje je bil postavljen kar dober tempelj. In medtem smo našli pravzaprav nekaj odlomkov teh Mitrovih spomenikov, mogoče tudi odlomke glavnega oltarja in pa seveda eden od spomenikov, ki točno potem nekako datira ta tempelj v sredino 3. stoletja, se pravi 235, ko sta bila na oblasti konzula Quintian in Sever. To je na spomeniku opisano in to nekako, bom rekel, tudi daje datum ali pa, bom rekel, datira se v sredino recimo 3. stoletja, nastal pa je po vsej verjetnosti malo prej, se pravi že ob koncu 2. stoletja.
to je, bom rekel, to je zdaj teh 5 ptujskih mitrejev, kjer, bom rekel, smo nekako vodilni vsaj v srednjem delu Evrope, če ne celo kaj več. Ne moramo poseči tu proti Rimu, kjer jih ima, bom rekel, samo vošti okrog 12, če smo bili tam, bom rekel, na izletu in smo tudi tam te mitreje ogledali si in jih tudi videli, zelo lepi. No, vsekakor velja, da skoraj nobena študija o mitraizmu Ptuja ne more čisto izpustiti, se pravi, je Ptuj ponavadi vedno omenjen, oziroma Hajdina. Mesto mitrejev. Mesto mitrejev, seveda. Ja, no, pater Branko, vi ste se v zadnjih letih močno vrgli v to antično in zgodnje krščansko preteklost severovzhodne Slovenije, lahko rečemo, in jo literarno obdelali, pri čemer moram povedati, da imamo veliko srečo, da so danes tukaj z nami dva tako rekoč modela za like iz vašega romana, torej Miran kot vzor za enega nosilnih likov, trgovca Heliodorja, in pa tudi gospod Tušek kot prefekt gasilcev in redarstva. Tako je. So pa še drugi člani vaše skupine, ki so tudi navdihnili patra Branka pri pisanju romana. Edino za punce, ne vem, odkot jih je. Ne ostane skrivnost. Ne ostane skrivnost. Ja, no, pater Branko, zdaj je gospod Tušek opisal to počasno prihajanje vednosti o mitri v materialni obliki na dan. Zdaj torej teh 5 mitrejev je, to je tisto, kar vidimo. Kako pa ste vi to potem prelili v literarno besedilo, kako ste na tej podlagi poskušali oživiti mitraizem v tistem trenutku, v katerem pišete, se pravi, to so zadnja desetletja 2. stoletja po Kristusu? Ja, jaz imam potem v mojem romanu kar 2 poglavje, ki sta prav posvečeni mitraizmu, in v tistem prvem prav sestanek petovjonskih mitrovcev, to Alojz Rebula uporablja mitrovec. Pravzaprav je vse slovenščina tu boljše kot mitraist. Ja, Alojz Rebula uporablja mitrovec. Torej, teh petovjonskih mitrovcev, ravno ker imajo ta prvi mitrej je pretesen, ker jih je preveč, in razmišljajo o drugem in potem rečejo, da bi bil blizu prvega. Držal sem se pa tega, da bi ta drugi mitrej bil nekje tam okrog leta 190 narejen. Prvi pa tam 140-150. Ja, 160. Tak nekje. 160. Ja. Sredina 2. stoletja, drugi pa proti koncu 2. stoletja, ker se pa tudi prihod krščanstva torej umešča. Predvidevamo, da bi prvi kristjani najprej šli na področje vzhodne Slovenije oziroma Panonije, zahodne Panonije, takrat Ptuja. Torej naj bi prišli v selitvenem valu po letu 180, da so torej enostavno so prišli v eno mesto, v katerem je že mitraizem rastel. So prišli malo po mitrovcih. In gotovo so morali spostaviti nek odnos do mitraizma. Zato sem tudi enega junaka oblikoval, Prop, en veteran Prop, ki postane mitrovski svečenik, ampak skozi eno tako malo bolj kriminalni zaplet. Tako. Je pa seveda težko, mitraizem nam pušča spomenike, nimamo pa pisnih virov. Tako da si doktrino, prav njihovo izdelano doktrino bolj predstavljamo, kot da bi pa jo brali, študirali. Torej, in tudi obredov nimamo, obrednikov točnih lahko predvidevamo, kako so obredi potekali. Tako da sem se jaz potem v romanu iz te zagate rešil tako, da prav obreda v mitreju ne opisujem. No, ampak si pa dobro takrat napisal, bom rekel, da so že z časom mitraizma, ko so bili mitraisti pravzaprav na višku, že bili tam tudi kristjani,
ampak so se morali malo skrivati. Malo skrivati, malo so bili v ozadju. Malo so bili v ozadju, ja. Potem, zanimivo je, ne, da jaz sem potem odnos med mitraizmom pa krščanstvom, ta nastajajoči odnos opisal dokaj pozitivno. Tudi to vidiš pač na nosilnih junakih, kako se drug do drugega vedejo. Razen ena mala polemika je, no, kjer ena hčerka protagonista zruji zoper mitraiste, nima jih rada in uporabi en izraz, ki ga je Tertullian takrat uporabil za mitraizem, torej se pravi, da so mitreji gradovi utrdbe mraka. Ne, to je Tertullian. Drugač pa zanimivo, ne, tudi pri krščanskih piscih ni velike polemike zoper mitraizem. Ko nekdo, Renan, tista znamenita teza, da če rimsko cesarstvo ne bi bilo krščanstvo, bi bilo mitraistično, ne, češ, da je bila to ena tekma, kjer je šlo za las, ampak če bi bila res taka velika tekma med mitraizmom in krščanstvom, bi se to poznalo v antični literaturi, tu imamo latinista, lahko to potrdi. Pa ni teh ogromnih polemičnih spisov. Tudi apologetika 2. stoletja je v polemiki z rimskim cesarstvom, z tradicionalno rimsko-grško religijo, ni pa toliko z temi misterijskimi kulti, še manj pa z mitraizmom. Tako, no, jaz sem potem pač kot misionar, ne, ker sem misionar po karizmi, član misionarskega reda, sem se držal pravila, da v poganskih religijah iščeš tisto pozitivno hrepenenje po resnici. Ne. In zato sem potem mitraiste v glavnem opisal tako, kot hrepeneče po luči, po resnici, skozi to svojo pogansko simboliko. Ne. Čeprav sem pa tudi uporabil en žgečkljiv prizor darovanja človeka, tega pa si ne bi drzno kar sam zmisliti, ker bi lahko vrgel slabo luč na celi mitraizem, ne. Pa tega nisem hotel. Ampak sem ga iz historije Auguste našel en zapis o cesarju Komodo, da je ubil človeka, da bi dosegel stopnjo patra. Ne? In to se razume kot degeneracija mitraizma. Ja, seveda. Ja. Sploh v povezavi s Komodom. Zlasti s Komodom, ki pa potem ni tako negativec. Čeprav pa seveda, zanimivo pa, da v zgodovini krščanstva pa ni tako negativen lik, kajti tudi v romanu. Ni preganjal kristjanov. Ker je imel seveda krščansko ljubico. Ljubico Marcijo. Ja. No, zdaj Miran, vi ste, torej, kot smo slišali, ste šli tudi v Rim in Ostijo, kjer po mnenju nekaterih raziskovalcev mitraizma pravzaprav mitraizem tudi v tej obliki korenine. Kako si ti doživel te mitrovske ali mitraistične značilnosti, tudi tisto, kar pa se lahko razbere o mitraističnem verovanju, katere so te značilnosti? To je zdaj novejšega datuma. Mislim, da je 2 leti od tega, ko smo šli, ta naša skupina, namreč mi smo skupina Flavici, ne, ki nastopamo redno tudi na teh rimskih igrah na Ptuju, vsako leto avgusta, ampak ker smo pač malo bolj, se pravi, imamo arheologa med sabo, našega cesarja, da še moram to omeniti, da tudi Pajo ima kar več vlog, ne, tudi cesar Vespasijan je namreč on, ne. Jaz igram grškega trgovca, tako da nismo sami Rimljani. Ne. V bistvu hočem povedati, da sem se po tem filmu res poglobil v to raziskovanje, koliko je bilo tisto prva leta, ni bilo kar tako lahko, bilo je nekaj slovenske literature. Zdaj, v zadnje čase pa to več ni taki problem, Akademija Education, ne, Akademija Edu je ena takšna dobra stran, kjer lahko dobiš te strokovne literature, koliko želiš, v jezikih, kakšnih želiš. In se pravi, res se da marsikaj najti. No, in med drugim smo potem si zaželeli, da bomo mi šli v Rim. Bili smo že za to našo skupino Petovijo 69 pred 7-8 leti tam kot cela skupina z legionarji in to smo bili na tej povorki,
21. aprila, ko je rojstni dan Rima. Vse o tem smo tudi posneli. Tako smo že posneli film, zato ne bom nič kaj dosti o tem, ampak kot en uvod. In potem smo mi tokrat spet to zgodbo ponovili, malo drugače. Nismo šli v to povorko, smo pa bili oblečeni v vse te naše rimske oblačila. In kot prvo smo si ogledali vse antične znamenitosti samega Rima, se pravi center mesta, se poslikali in tako dalje. Potem pa, ker smo stanovali, bili smo namreč 5 dni, ker smo pa stanovali v Ostiji, pravzaprav kot predmestju Rima, v enem kampu, je to bila skoraj že obveza, da gremo seveda tudi Ostijo, samo si pogledati to rimski del Ostije. Tako smo se odločili, da bomo tudi tam probali iti v teh rimskih oblačilih. Mi smo se sprehodili skozi celo Ostijo in kot poanta vsega, že prej smo si naštudirali res te mitreje. Jaz sem rekel, ker sem imel tudi kamero s sabo, da bom probal posneti še tam, da imamo to en primerjavo z našimi ptujskimi mitreji. In smo res od 16 mitrejev, koliko bi jih še naj bilo ohranjenih v sami Ostiji, smo jih 12 našli. Kar ni kar tak naj, tudi če jih imaš nekje zabeleženo, ker te ulice, to so ruševine in niso označene ulice vse z imeni, in potem pač malo greš na srečo iskati. V glavnem, 12 mitrejev smo obiskali, eni so bili sicer zaprti, so za ograjo, nekateri so pa res na dosegu vsakega, da si lahko ogleda. Najbolj znameniti je tudi ta Felicissimus, kjer je znan mozaik teh 7 stopenj tega mitreističnega obredja. In potem smo seveda še šli tam, kjer so ene kači mitreji, mislim, so kače kot v osrednjem prostoru. V glavnem, takrat smo si to res pogledali, tudi malo tam v teh oblačilih se sprehodili skozi, kar je res nevsakdanje doživetje. In potem, da na hitro končam še to anekdoto, potem smo še v Rimu samem tudi bili v enem od najpomembnejših ohranjenih mitrejev. Sicer tam nismo šli v rimskih oblačilih, ker je to v cerkvi svetega Klemena, Klementa. Drugače je povezana tudi s svetim bratom. Točno to. V bistvu tam je bilo več zanimivosti v tej cerkvi od samega svetega Klementa, ki je kot drugi papež zelo pomemben. Ali pa četrti, kako kdo pač, ker so ti zapisi dokaj nesigurni. Ampak v bistvu on je bil tudi iz te, naj bi bil pa eni od legend, iz te družine Flavico, ravno celo, mislim, da mrzli bratranec cesarja Vespazijana. Tako da to je bila ena od zgodb, druga je še bolj pomembna za mene osebno, sveta brata Ciril in Metod. Sveti Ciril je namreč tam tudi pokopan. To je sicer obdobje 9. stoletja, ampak za nas Slovane, tudi Slovence, zelo pomembna. V kletnih prostorih, se pravi najnižje delo te bazilike, je pa še ohranjen, zelo dobro ohranjen mitrej z glavnim oltarjem in z sobami, ki imajo ohranjene freske, na katerih bi naj bilo po domnevah tudi kot ena učilnica, ena šola za te mitrejiste. Tako da okoli tega manjka. Mogoče še to, ko si že omenil 7 stopenj, najvišjo smo že prej slišali, da je to pater, oziroma oče, najnižja je pa koraks ali pa krokar. To pa imaš tudi ti se mi zdi to je na tem zborniku od prvega mitreja. Tale krokar je bil najden, to lahko naš Pajo več pove, ker je pač tudi sodeloval pri teh raziskavah. Kar se krokarja tiče, pač posebnost to, da so ga najdli pri prvem mitreju, kjer so najdli tudi, to obredno posodje z kačami, ki pijajo iz ročaja, so take male skodelice, kjer bi naj pili kri ven, so pa te skodele, so pa te, vrči pravzaprav
z 3 ročaji. To so kultne posode, ki jih je uporabljal potem pater pri svojem obredu. No, in ko so pa najdli, bom rekel, tega bronastega krokarja, je sicer na Ptuju napisan na eni razglednici, da je to ščinkavec, ampak to, bom rekel, kar malo smešno izgleda vse skupaj. Je bil pa, vidi se, da spodaj stoji na krogli in to je po vsej verjetnosti imel pater v rokah kot palico in na vrhu te palice je sedel ta krokar, ki je prinesel seveda sporočilo z sonca, boga Sola, Mitri, kaj naj napravi, da bo zopet nastalo na novo življenje na zemlji. Seveda mu pomagajo tudi kače, to je, bom rekel, to je posebljena zemlja, potem pes, in pa da ne bi bilo vse čisto lepo in najbolj krasno vse, kar bi nastalo na zemlji, ga pa v genitalije že grize škorpion. Tako da je tudi zlo je istočasno nastajalo, ne samo vse dobro. No, pa bi mogoče še kaj pri vas ostal in sicer slišali smo prej ta odnos med mitrovci in kristjani, se pravi časovno gotovo mitraizem prej v Petovioni že nekje na polovici 2. stoletja po Kristusu, potem gotovo tudi bolj vsaj arheološko navzoč. Kako je pa z najstarejšimi jasnimi arheološkimi dokazi za obstoj krščanstva na Ptuju in na območju Petovione? Zdaj, tam, kjer je danes, bom rekel, smo se ravno prej pogovarjali, tudi vrt nekdanjega restauratorja v Ptujskem muzeju Gojkoviča. Smo mu pravili vsi Atek Gojkovič, ker je bil pač, bom rekel, naš Atek, no tako rekočno. In je seveda tam na njegovem vrtu bi naj bili ostanki zgodnje krščanske cerkvice, ki je bila, bom rekel, nekakšen simbol tudi ptujskega Viktorina Ptujskega in po njem je dobil tudi naš ptujski kipar Gojkovič tudi ime, kajti takrat, ko se je on rodil, nekako so našli to cerkvico in dobil ime po Viktorinu. Ampak, bom rekel, to je zdaj, bom rekel, ta najstarejša cerkvica, o Viktorinu bo prijatelj povedal tudi, ampak tu ne pokažem, tu sta dva kristograma, ki sta bila najdena leta 1858 pri gradnji železnice in pri gradnji nasipa za železnico proti Rogoznici. Ta dva sicer nista pri nas, ampak sta dva svečnika, na kateri so v teh krogih noter kristogrami Kristusa in bom rekel, so pa danes v Gracu. Slučajno smo imeli razstavo, bom rekel, tudi na Ptuju in moram povedati, da jih tako hudo varujejo, da ne bi slučajno mi do njih prišli, da je ta, ki jih je prinesel, bom rekel, v taki čudoviti škatli, jih je dal samo na ogled takrat, ko je bila otvoritev razstave, potem jih je pa zopet pospravil in odišel takoj nazaj v Graz. Tako da ne bi slučajno se karkoli zgodilo, kljub temu, da sta bronasta, nista zlata, bom rekel, ali karkoli pa že, ampak sta bronasta svečnika in ta sta bila, bom rekel, najdena in sta po vsej verjetnosti pomenita nekakšen začetek krščanstva tudi v stari Petovioni. No, omenjali smo torej ta odnos med mitraizmom in krščanstvom in to je potem ena mogoče celo najbolj znana zgodba v zvezi s tem odnosom, se pravi obeleževanje na eni strani Mitrovega, na drugi strani Kristusovega rojstva. Tu ste vi pravzaprav razvili eno zanimivo teorijo, ki če bi se potrdila, bi kar povzdignila pomen Petovione v zgodnje krščanski zgodovini in jo malo tudi v romanu omenjate. Iz Viktorinovih fragmentov, ki jih je prevedel pater Miran Špelič, naš patrolog znameniti, torej iz Viktorinovih fragmentov je razvidno, da je on imel podatek o 25. decembru kot dnevu Kristusovega rojstva, torej kot petovionski škof. Torej, druga polovica 3. stoletja na Ptuju so 25. december že poznali, če tako vzamemo. Nekaj vemo, Božič se je praznoval
šele po letu 350. Prej so na vzhodu bolj praznovali Gospodovo razglašenje kot Božič. 3 kralje, recimo. To je bilo pomembnejše. Zanimivo, ne? To je še zdaj v armenski cerkvi, recimo. Ja, 3 kralji so veliki praznik na vzhodu in Božič je kasneje prišel. No, in okrog datuma je vsako leto tudi na Facebooku, pa na Twitterju, pa polemike, ne? Pa kdo oporeka kristjanom, to ste kopirali od mitraizma, 25. december. Zdaj pa je tako, no, kdaj je mitraizem imel 25. december? Ne? Tudi v samem mitraizmu je bilo nekaj razvoja. Ne? Rojstvo Mitre tudi kakšni viri postavljajo v september na jesensko enakonočje, ne? Torej v znamenju device, horoskopskega ali zodiakalnega znamenja. Torej, potem 25. december je zimski solstici, to je ni samo v mitraizmu, to je v vseh starih religijah pomembna točka na severni polobli, je takrat sonce začne rasti. Prej novo rojstvo. Ja. To je en univerzalni simbol, tako kot je Mavrica univerzalni simbol, jo lahko uporabiš tak, pa ne moramo se prepirati, kdo je prvi uporabil. To so univerzalni simboli. No, in zanimivo sem potem našel, da se celo sam Benedikt XVI enkrat spustil v te razpravice. In je v enem nagovoru povedal, celo še zgodnejši datum je navedel, in sicer mislim, da od Hipolita Rimskega iz leta 204-205, da je ta učenjak že navedel 25. december kot datum. Se pravi, da torej 150 let, preden je cerkev praznovala 25. december, se je že pri znanstvenikih ali pa teologih ta datum že vedel. Ne? Samo ni še vsega pa praznovalo. Tako da ne moramo tako direktno reči, no, zdaj pa to si je mitraizem zmislil in potem pa krščanstvo kopiralo. Je pa možno, da niso vedeli kristjani, to pa je možno, da kristjani niso vedeli, kateri datum bi bil in so potem morda se malo na zimski solsticiji obračali. Ne? To je ena možnost, ki jo puščamo odprto, ker nimamo dokazov, da je bilo kaj drugače. Ne moramo pa govoriti o direktnem kopiranju. Je pa seveda lepo pomisliti, da bi se lahko praznovanje Božiča začelo na Ptuju, že pred letom 300. Zdaj, če si tako zamislite škofa Viktorina, zdaj si morate malo pisateljsko zamisliti, ker znanost gleda ene točke, potem pa pisateljstvo pomembno. Nam ni problem. Ja. Zamislite si škofa Viktorina na 8. dan pred januarskimi kalendami, se pravi 25. decembra. Kako je tisti dan se on zbudil, pa kaj je rekel svojim vernikom? Če je vedel za datum rojstva ali pa je vedel, danes bi lahko praznovali. Ne? Gotovo so malo obeležili, se malo pogovorili in seveda nimamo dokazov, ne? Ampak je pa zanimivo, ker noben cerkveni oče, razen tega rimskega učenjaka, pa noben cerkveni pisatelj, škof, pred letom 300 ne omenja 25. decembra. Na zahodu. Viktorin Ptujski pa sam pove, da je pri jeruzalemskem škofu Aleksandru pobral ta datum, 25. december, da je to v nekih jeruzalemskih knjižnicah našel. Tako torej je to zanimivo in Ptuj, ko ima nenehno težavo ali pa nenehno željo, da se pokaže, tudi ta datum je zanimiv tudi z turističnega vidika. Da rečem, morda smo pa tu začeli Božič prvi praznovati. To bi bil turistični bum. Danes je pa božično praznovanje tako splošno, svetovni fenomen. To je potem Kitajci drgli. Ja. Sicer je imel Viktorin tudi zelo zanimive številke, koliko naj bil Kristus star ob križanju, ki so precej odstopale od... Viktorin je zelo ljubil številke. Ja. On je vse postavljal v številke, čim več v številke in skozi številke se je izražal. Ja. Tako da zelo simbolno je uporabljal številke. Mogoče, Miran, še to nismo nič rekli o tem, kdo pa so bili v prvi vrsti Mitrovi častilci. To je mogoče nekoliko bolj omejeno kot pri krščanstvu ali pa tudi ne. Ja, no sicer zato je strokovnjak prijatelj Pajo, ampak res pa je, da se ve, da so v Mitrejih v glavnem bili moški pri obredju. Ženske so imele ponavadi, pa vsaj na Ptuju je tako pri prvem Mitreju znano, da je bila poleg
tempelj za ženska božanstva. No, v glavnem, v Mitrejih so se zbirali samo moški. Do zdaj še ni bilo nikjer odkrito, so sicer neke teze, da bi lahko bile tudi ženske osebe v tem 7 stopnjah, ampak v glavnem, ja, moški. Kot glavni so bili vojaki, na Ptuju sigurno, prvo, ker je tam blizu Vicus Fortune, je bil tudi sam vojaški tabor, ki ga danes nažalost nimamo več, ker ga je Drava odplahnila z marsikaterim drugim delom same Petovione. Bili so carinski upravniki, uradniki, glavnem ta, rečemo neki srednji sloj ali pa celo višji sloj glede na samo Petoviono. Med njimi ne smemo pozabiti Maksimijana, Valerija, najbolj znane družine na Ptuju, katerim so postavili tudi ta tako imenovani Orfejev spomenik kot nagrobnik enemu ravno od njegovih prednikov. Če dovoliš, Pajo, še ti, da nekaj poveš. Ja, bom rekel zdaj, bil je ta eden izmed teh, bom rekel, Valerijev, je bil Mark Valerij Maksimijan. To je bil vojskovodja v času cesarja Aurelija in pa Komoda. In če čisto na kratko povem, posod, kjer je on bil je potem, ko je postal senator, je bil nekako vodja vsaj 5 legij, ne samo v Panoniji, ampak tudi v Severni Afriki. In posod, kjer je bil, posod so tudi Mitreji. On je bil, bo rekel, doma iz Ptuja. In že od mladosti se je srečal z mitraizmom. Bil je pa rojen tam nekje okrog leta 120-123 in umrl je potem nekje ob koncu 2. stoletja. Ampak je pa v času cesarja Aurelija je dobil tako rekoč v Panoniji najvišjo funkcijo v rimski državi, zdaj pa je postal senator, bil je član senata in ko je postal senator, takrat je lahko postal tudi poveljnik rimske legije. No in kasneje pa za vse tiste, bom rekel, kar je v vojski storil in kar je, bom rekel, bil je zelo iskan vojskovodja v tistem času in je potem dobil od Komoda, odlikoval se v markomanskih vojnah in tako naprej. No in od Komoda, njegovega sina, je dobil potem pa še v njegovem času, se pravi 186. leta, pa še naziv konzula, ker bomo rekli, da je tako rekoč v Panoniji edini konzul iz našega prostora, bom rekel, v Rimskem imperiju. No in tako bom rekel, je poleg tega, da je bil vojskovodja, je imel tudi v rimski državi najvišje funkcije, kasneje je bil celo v Severni Afriki, bom rekel, nekako imel tam poveljstvo nad prvo Augustovo legijo v Lambeziju in tudi tam je spomenik Maksimijanu, na katerem je sicer samega Maksimijana več na njem spomeniku ni, ampak je ogromen, bom rekel, blok, na katerem so vse njegove funkcije opisane in pa najbolj zanimivo pri vsem tem je to, da takoj na začetku piše, pa da je bil doma iz Petovione. No in podobno je tudi, bom rekel, v drugih mestih, kjerkoli je služboval, tam so bili tudi Mitreji. Ja, Pater Branko, vi ste že malo omenili te razne teze o tekmi med mitraizmom in krščanstvom. Na neki točki potem se zdi, da mitraizem zatone. Kako si po vašem mnenju to tega predstavljate? Je to bil nasilni zaton ali pa je šlo bolj za zlitje s krščanstvom? Zdaj trenutno študiram duhovno sliko 3. stoletja. Najbolj zanimiv pojav 3. stoletja za mene je poganski monoteizem,
ki se pojavlja v visoki filozofiji pri Plotinu. Ne. Torej, hočem reči, 3. stoletje je že težilo k monoteizmu. Potem zanimiv pojav je politično-religiozni pojav češčenja sonca, kjer je tudi rimsko cesarstvo težilo k enemu božanstvu vrhovnemu. To še ni čisti monoteizem, to je nekako vrhovni bog, potem pa so nižji bogovi, ampak nekaj izvir pa že eden. Ne. Torej, in tudi mitraizem, pa ne samo mitraizem, tudi izidin kult se že malo lahko razume kot prikriti monoteizem. Se pravi, da na koncu izvor luči, tako v tej piramidi, ne, novoplatonski, torej izvor luči je eden, kot nekaj vrste Big Bang, ne, potem pa z njega nastaja vse ostalo, prek teh emanacij, oni rečejo, ne. In ta vzorec imamo tudi pri mitraizmu že malo navzoč, zato tudi v mojem romanu je ta, ko on moli, ta glavni mitrovec ptujski, no, kasneje postane ptujski, najprej je izobčenec, ko moli, v njem to močno hrepenenje po luči, ne. Zato hočem povedati, da so znotraj rimskega cesarstva ob rasti krščanstva bili tudi drugi duhovni premiki, ki so favorizirali potem nastop krščanstva. Ravno ta premik k nekemu monoteizmu ali k enemu izvoru vsega, ne. Čeprav še je to bilo v kombinaciji s politeizmom en izvor, ampak potem so še pa mnogi bogovi. In jaz mislim, da mitraizem je po eni strani imel to duhovno dinamiko iskanja ene luči v sebi, tako kot kakšni drugi misterijski kulti, po drugi pa je bil podoben krščanstvu po medsebojni pomoči in solidarnosti, bratstvu. So bili Mitrovi vojaki, tako se razumelo, ne, tudi pri Pavlu imamo potem kristjane razumenega kot Kristusovega vojaka na eni točki. Tam pravijo, da je Pavel že takrat kopiral od Mitrovcev, ko je kristjane označil kot vojake, ne. Torej, ampak torej jaz mislim tudi, da tole to bratstvo, ta solidarnost, ta skupnost, ne, ki se je ustvarjala okrog Mitre, da je to tudi že bila potem naravna podlaga, da so potem lažje stopili v krščanstvo. Samo ženske so še mogli sprejeti v svoj liturgični krog. No, vse nekateri tudi razlagajo. Martin je bil tudi vojak. Martin je bil tudi rimski vojak. Tako, ja. Njegovi starši so bili pogani. Podobno obdobje. Je podobno obdobje, starši so bili pogani iz Panonije, ne, iz Savarije. Torej, tako, no, zato, ker nimamo mi virov o nekih strašnih travmah, da bi mitraizem zdaj, ne vem, v nekih spopadih se izginil ali pa kaj, ne. Ampak nekako se je takrat v tistem 4. stoletju, ko je prišlo do tega velikega obrata, se je nekako prelil v krščanstvo, tako kot mnogi drugi, te mnoge druge duhovne smeri tistega časa. No, se nekateri ravno to odsotno žensk razumejo kot njegovo slabost, pa sve to, da vseeno je bilo to malo bolj elitistično, niso bili vsi verniki enaki. Ja, jaz sem našel zanimive teze, da mitrovci ali mitraizem, da je to danes živi v prostozidarstvu. Ja, bratovščine, ne? Tam je 33 stopnj vse pri tem škotskem obredu. Ja. Mitraizem, dejansko to je tovarištvo, povezanost, duhovno napredovanje po stopnjah, ne? En mojster, pater, ne? In to imaš tudi danes v prostozidarstvu. In kombinacija nekega monoteizma z nekim hrepenenjem po luči ali pa s teozofijo, če hočeš, ki je že bila takrat tudi prisotna. Ne? Ja, veliko novega, dragi gledalci, smo verjetno slišali, veliko bi se še lahko pogovarjali, ampak bi zaključili zdaj, ko je najlepše, s tem, ko smo nekako tudi zgodbo mitraizma pripeljali vsaj do nekega kronološkega, zgodovinskega zaključka. Vsem trem se lepo zahvaljujem za vse, kar ste vsak svojega področja delili z našimi gledalkami in gledalci in s tem zelo olajšali po eni strani gledanje dokumentarca, po drugi strani pa ste ga tudi nadgradili. Hvala lepa in upam, da bomo o podobnih temah še kdaj govorili v tej zasedbi, v našem studiu, mogoče pa malo bolj blizu skupaj, ko ne bo več teh omejitev zaradi koronavirusa. Dragi gledalke, cenjeni gledalci,
To je bila oddaja o mitreizmu, ki dopolnjuje odličen dokumentarec o tem pojavu. Hvala za vašo pozornost in ponovno dobrodošli ob naših naslednjih oddajah. Nasvidenje.